Tako, kot smo obljubili, z nami so ustvarjalci filma in sicer bomo zdaj začeli z režiserjem Olmo Omerzu. Izvoli. Tomaž Mrvik, Mara, Jan František Uher, Heduš in Jerži Konečni, češki producent. Ja, kot rečeno, da vas vidijo. Vprašanja, samo dvignite roko, zastavite vprašanje. Preden morda za začetek, Olmo, zakaj ste morali... I'm sorry, I will interrupt you, but there is a Rok Biček with us. Is there Rok? Rok. Rok is a slovenski koproducent, Rok Biček. Pa nas je nekaj več. Olmo, dve vprašanje. Prvič, zakaj sta morala fanta zmrzovati, zakaj ste se odločili snemati po zimi, pa lahko posnameš film, kjer ne bo živalc not. Če je zimski road movie, potem se polet ne da snemati, čeprav bi jaz veliko raje mogoče snemal polet, kar se tiče pogojev. Ja, živali so pa nekako bile tudi del tega filma, tako da. Ok. Fanta sta bila, zanima me, ali sta vedela, v kaj se spuščali, glede na to, da je to njuna prva vloga, filmska, ko sta se prijavila na audicijo, ali se je na koncu izkazalo, da je bilo to ali je bilo čisto neko novo doživetje za oba? Takže otázka pro vás dva, mladí pánové, je to vaše první výkon herecký, takže věděli jste trošku, do čeho se pouštíte a bylo to, co se stalo, podobné tomu, co jste očekávali? Věděl jsem, do čeho se pouštím, ale nevěděl jsem, že to dopadne až takhle dobře. Až tak dobře? No tak já si myslím, že to jako dopadlo dobře. Tomáš je točno vedel, v kaj se spušča, kljub svoji mladosti, ni pa vedel, da bo tako sjajno izpadl. A ty, Honzo? Tak já jsem moc nevěděl sám od toho čekat. No jak jsem se díval na ty různý zákulisí těch natáčení, tak jsem si myslel, že to bude podobné, nakonec to bylo jinak, ale bylo to skvělé. Jan, torej Honza, pa ni vedel točno, kaj pričakovati, ampak je gledal posnetke tega, kako poteka snemanje filma, tako da si je nekaj že predstavljal. Je bilo pa vseeno precej drugače, kot si je mislil, ampak sjajno. Morda še za Jana vprašanje, bil je dokaj mlad, še mlajši kot zdaj. Jezik, ki ga je lahko govoril, je bilo to fajn, oziroma kako so reagirali, kaj je mama rekla, recimo, ko ga je videla na projekciji, to njegovo vlogo? Takže ještě jedna otázka pro tebe. Jene, ty jsi byl opravdu mladý, ještě víc než dneska, když se to natáčelo. Ten jazyk, ty dialogy jsou docela pikantní, takže co na to mamča, když to viděla? No tak, to bylo... No, ono spíš, já jsem směl větší problém než moje mamka. Větší já. U toho natáčení, ne? No, hlavně ty sprostý slova, tak to bylo trošku horší. A mamka mě s tím pomáhala se to naučit, takže jí to bylo asi nějak nevím, no. Honza je imel na začetku ful probleme govoriti te vulgarizme, vse pa to, tako da smo delali prav take vaje, da sta ona dva drugega v bistvu spodbujala, da je on rekel, da ga je užalil, on ga je mogel pa nazaj užaliti, sam je Honza na začetku bil čisto totalno prestrašen, ampak ti to šlo že? Da ste ga malo pokvarili torej. Pa smo ga pa pokvarili, tako da je šlo. Prav, da je tudi mama pomagala, da je v bistvu to bilo lažje za njo, kot pa za njega. Za njega je bilo to težko. Ok, medtem se že kdo upogumil, izvolite. Pta se na to vodo, viš, ko zahranjuješ psa. Glih pri tej vodi samo enkrat. Jaz bi recimo raj večkrat, ampak smo imeli 3 kamere, tako da v bistvu smo samo enkrat. Vsem smo to snemali enkrat oktobra, ta prizor konc oktobra, pa ni bilo tako toplo, kot je letos. Že? Jednou sme to delali, že?
Ok, še kakšno vprašanje? Ne? Izvoli. Ja, všechno bude pomeni nekaj drugega v češčini, kot zimske muhe. Ampak v bistvu mi smo imeli prej angleški naslov, ki nam je bil všeč, kot pa češki naslov. Všechno bude pomeni vse že pride, oziroma nekaj pač že bo. Ne? Vse bo, Ja, vse bo. Ampak Ja, ne da se, v bistvu všechno bude bolj v češčini taka fraza, ki se doskrat pojavlja na plakatih pred volitvami. Obljube, torej. Ja, tako v slovenščini pa pač se mi zdi, da ne zveni tako zelo dobro, ampak nam je bil všeč v bistvu ta nek v angleščini, ki to pomeni istočasno in zimski let in zimske muhe, ki se pojavljajo kot take v filmu. Čeprav meni je recimo v češčini všeč, kako zveni pač zimske muhe, ampak vedno, ko smo imeli neke diskusije okoli tega za distributerji, se je izkazalo tako, da pač ljudje nimajo radi insektov in če imaš v naslovu insekt, pač ne greš v kino. Kako pa zveni v češčini zimske muhe? Izkoristo zimni muhi. Ja, mislim, ni neka velika razlika, sam čim je nek pritisk iz strani financiranja oziroma distributerjev, ki imajo zelo vedno neko tako pragmatičnejšo logiko, pa je bil te insekti so bili problem. Jerzy, you're one of the producers, so did you make complaints about the title? So he said that Ja sem říkal všechno takovito ohledně toho, že insekty lidé nemají rádi a že jsme měli s distributorem trošku problém. Yes, I understood. Okay, yeah. Almost everything. No, I was actually the one who was the most, how to say, I was still keeping up the energy of reinventing the thinking of the titles and how to do, because it's kind of a big, my big concern always to think about the titles and the titles that work. And the thing is that the Polish title, I don't know if you already mentioned it, but the Polish title is also different. It's Kavky na drodze, means Kauky na cestě. Kauky na cestě, which was the working title of the film, because there were kavky at one moment, the birds in the script, but they are not there anymore. But the Polish didn't like winter flies, didn't like všechno bude, so they went. To se pravi, kot producent pravi, da se mu je njegova naloga, da se ukvarja s tem, da prevaja, mislim, da se ukvarja z naslovom, kako bo zvenelo, in pravi, da se je poskušal to energijo, da so do konca tuhtali, kaj bi bilo najboljše. Pove pa tudi to, da so na Poljskem poimenovali film Kafkina cesta, v bistvu v povezavi z to neko preobrazbo, ki, če sem prav razumel, ki jo fanta tudi doživljata, ne? V bistvu je to bila prva verzija scenarija, ki je imela neke prizore z ptiči kafkami, ki sem jih pa pol ven vrgel, še predno smo začeli snemati. Aha. No, tako da, ja. Ampak njim je bil všeč pač ta nek originalni naslov. Tako da pač, ja, film srečamo pod različnimi naslovi na različnih teritorijih. Izvolite. Takže otázky pro vás dva. Jestli jste zjistili, že jste nějak podobný těm dvou klukům, který hrajete ve filmu. A druhá otázka bude, jestli jsi ty fakt tak skvělej řidič. Tak já jsem zjistil, že tomu klukovi Mářovi jsem asi dost podobnej. A ohledně řízení, když jsem začal natáčet, tak jsem si to nemyslel, ale teď si to myslím. Torej, Tomaž na začetku ni bil tako dober voznik, vsaj ni tako mislil, zdaj pa si misli, da je dober voznik. In ugotovil je, da je zelo podoben Mari, torej v filmu, ale možná se můžeme ještě zeptat, čím podobnej? No, tak tam ve filmu není zrovna řečeno, že se tam něco kradlo, ale tak já už jsem auto jednou vypůjčil a jsem takovej jako ten typ toho kluka, který tam byl. Jsem citlivý a taky jako vtipnej a tak, no. Torej, tudi po takih praktičnih vidikih, tudi Tomaž si je že kdaj sposodil avto, ampak je pa tudi podoben Mari drugače, je tudi tak čustven in občutljiv fant in je tudi tak humoren fant. Asi tam nějaká podoba taky bude, ale možná taky zase v té citlivosti. Ne. Jako... Jsem radši, že má rád to
No, to střílení mě docela bavilo, ale nevěnuju se tomu. To streljanje ga je sicer zabaval, ampak mislim, da je tudi bolj podoben svojemu liku po tej občutljivosti. Jo. Izvolite. Bilo jih je veliko, ne vem, preko več kot 100. Ne vem, v bistvu to ni tako zelo težko, no, zaradi tega, ker te otroci so blazno bili podobni vsi, mislim, večinoma so vsi zelo podobni v smislu, da bi radi bili slavni, večinoma so to danes youtuberji in tako da je bilo v bistvu na nek način dost ta naš fokus je bil usmerjen glih obratno na nekoga, ker prvenstveno ne bi ga tako zelo zanimalo postati slaven ali pa igrati v filmu, kar je bil primer recimo Tomaža. Pa Tomaž je imel tudi v bistvu, oni niso preveč vedeli, v čem ta film je, dobili so samo nek prizor, v katerem je Tomaž ugotovil, da pač vozi avto, tako da mi je povedal, da ga je v bistvu babica naučila voziti avto, ko je bil star 12 let. Kar je zanimivo v smislu, da pač babica dejansko pač ima zelo veliko vlogo v njegovem življenju, ampak istočasno se pa pol izkazal v Karlovih Varih, da se je to zmislil takrat na castingu. Bravo. Tako da kar ima še... Tako, no, mislim, da je zelo idealen lik. Koliko sta, mislim, da sta 15, 17, 14, 12, ko smo snemali. Honza je pa tudi bil blazno zanimiv. Takrat smo pa, se spomnim, na snemanju delali, da smo izhajali v bistvu iz vlog živali in Honza je bil naenkrat je skočil na vse 4 noge in začel igrati prašiča pa se valati po tleh, tako da v bistvu smo, ne vem, še 5-10 minut smo se smejali v kosu. Rekam, jak si delal to prase, viš, na castingu. Bila, da sta bila zelo, sta izstopala v bistvu, tako da niti ni bilo tako nekega tega, da bi rekel zdaj oži izbor 6 ljudi, tako naenkrat sta prišla in sta bila sjajna, ampak je pa ful dolg časa trajalo, predno smo prišli do, predno smo jih našli, no. Zakaj? Še kakšno vprašanje? Lahko tudi z balkona. Sta dva. Izvolite. Ja, mene pa zanima v bistvu, kakšno je bilo to sodelovanje med igralci, režiserjem, oziroma če lahko malo pišete te priprave, pa to, pa kako je bilo na snemanju, ker si predstavljam, da je ful drugače delati z otroci, kot je z igravci. Mi smo v bistvu imeli zelo dolge vaje, še z Eliško Kšenkovo, ki igra Baro, Štoparko, Mlovi Moskovškah. In to je v bistvu bilo tako, da smo, ne vem, recimo rečemo en mesec pa pol sploh nismo delali scenarija, ampak smo izhajali nekako iz njihovih zgodb, iz stvari, ki so jih nekako oni doživeli, pa so se jim zdele zanimive. Potem smo delali improvizacijske vaje, zelo različne, jaz sem si vse to zelo zapisoval. Potem pa cela ta neka narava ali pa sistem snemanja je bila taka, da smo recimo vedno posneli prizor, tak, kakor je bil v scenariju. Potem sem imel pa vedno neke pač določene naloge, ki sem jim jih dajal, oziroma napotke, ki so pa malo spodbili v bistvu ta prizor. In oni so bili, ker sta se pač naučila improvizirati, sta bila nekako prisiljena v bistvu spremeniti prizor ali spremeniti neko logiko prizora, tako da veliko stvari je recimo ratalo tudi na snemanju čisto improvizacijsko. No. To so take prizori, recimo, kakor se tam kregata glede spalne vreče, kdo bo šel notri. So recimo prizori, ki niti niso bili v scenariju ali pa tako, ampak so nekako bili, ne vem, vedno sem prepisoval večer pred tem v hotelu v bistvu določene prizore, ker pač nekako moja naloga, mislim, ko sem jih jaz poznal v bistvu v tem procesu teh vaj, sta mi bila onadva na nek način tako zelo fascinantna pa zanimiva, da sem v bistvu, ta moja glavna naloga je bila, kako ustvariti sistem dela, kjer bi jih lahko vtisnil najbolj možno v film, no. Nekako tako, ko bi rekel, dokumentarno v igrani film. In to ti je odlično uspelo, dobi si tudi nagrado za režijo v Karlovih Varih, ne? Tako da, mislim, vsaka čast. Zadaj še eno vprašanje. Hvala. Zadaj tam je še, izvolite. Proč ste se rozhodli? Ja. Takže otázka pro vás, proč jste se rozhodli přijít na ten casting? Já jsem v té době jsem chodil do dramaťáku, můj děda to viděl v televizi, že
hledají jakože mě. A no tak jsme jeli do té Prahy na ten konkurs a byly tam ty 3 kola a pak se řeklo, že se bude natáčet a už se natáčelo. Torej, Honza je takrat hodil dramatjake kot na gledališki krožek, njegov dedek je pa videl v televiziji, da iščejo točno njega, tako da sta šla v Prago na audicijo, bili so 3 krogi, potem se je pa začelo že kar snemati in evo, to je bil on. Mi smo, sem tako, da povem ta kontekst, v bistvu je bil ful velik problem iskati pač fante, ki niso taki, kot hodijo na castingu, kot sem prej rekel. Ne. Recimo moja neka predstava je bila, da bova za casting režiserko hodila po šolah, pa da bova delala nek predizbor, ampak pol smo ugotovili, da pač zaradi pravil Evropske unije rabite imeti ful nekih dovolil, da sploh pridete v šolo in to bi trajalo, bi po mojem še danes delali casting. Tako da na koncu v bistvu tako se je izkazalo, da če ne damo na televizijo oglas, kjer pač popišemo, kakšen je njegov lik, ne, in oziroma da iščemo fante, ki so taki in taki, ne, in pol dejansko v bistvu se je izkazal to najboljši sistem, recimo za njegov lik pač iskati fanta. Moje mamka furt chodila někam na castingy a sledovala různé stránky na Facebooku a právě z jedna stránek na Facebooku byl příspěvek casting Mirky Jiždíkové, kde hledali Máru. Tak jsem tam poslal e-mail, přišel na casting a Olmovi jsem se zalíbil. Torej, pri Tomašu je pa mama bolj pozorno spremljala več pozivov za casting tudi na Facebooku in ko je videla tega, sta se prijavila in tako je bil Olmu všeč. Hvala. Takže gratulace vama. Vprašanje je, kako je ta film spremenil vaju in vajino življenje? Kako so vajini sošolci, vajini prijatelji reagirali na to igro? Takže, Drugačno zdaj, ne samo, da sta malo starejša. takže otázka, jak to změnilo život vama, jak reagovali potom vaši spolužáci a jak jste vy dva teďka možná trošku jiný kvůli tomu, že jste zahráli? No, tak auto už řídit umím a jinak jako jinak mi to tak nějak život nezměnilo. Nebo jsem hrdý na ten film, to už 100%, ale jinak moji přátelé nebo tak nic na to jako extra neřekli. No. Nič posebej se mu ni spremenil življenje, zelo je ponosen na ta film, kar je tudi prav. Prijatelji se pa niso nič spremenili, nič posebnega se ni zgodilo, seveda pa zna zdaj voziti. Tak všem v mém okolí se to líbilo, ten film. Teďka na ten film půjdeme znova teda s přáteli a tak dále. No, to je asi tak všechno teda. No, možná mi to trošku změnilo ten film. No, a ne, možná k horšímu, možná k lepšímu, to ještě nevím. Honza še razmišlja, koliko je ta film spremenil in ali na bolje ali na slabše. Prijateljem je bil všeč in zdaj ga boš šli v kratkem gledati še enkrat. Izvolite, zadaj. A ste si šla na živce, kaj na snemanju? Ste se še nějak trošku na nervy taky mezi tím natáčením, nebo vůbec? No, tak ze začátku to bylo takový jako přátelský zážitek, úžasný zážitek, furt to byl skvělý zážitek, jenže po takovém měsíci, co jsme natáčeli, už byla taková ta ponorka mezi náma, když jsme byli spolu na pokoji a teď jsme se hádali, jestli půjdeme někam, nebo kdo bude ležet na téhle posteli, nebo kdo bude u okna, na jaký kanál v televizi se budeme dívat a tadyhle to, tamhleto. Torej, začelo se je zelo prijateljsko in prijetno, pol pa, ko že en mesec snemanja mine, je pa že ta podmorniški efekt se zgodi, kdo bo na kateri posli, kdo bo pri oknu, kaj bo gledala na televiziji in tako dalje, skratka malo bolj naporen vrata. Vsakdanji problemi torej. A já se nemohl usnout. Honza pa ni mogel spati med temi težavami. Ok, produkcija je češko-slovensko, polsko, francosko-slovaška. Imamo Roka tu, slovenskega koproducenta in Jirži, the Czech production. So how did you divide your tasks, your responsibilities, your activities, or how did you find yourself in cooperation?
Actually, z Olmotom sva začela na pivu, tako se zmeri vse začne, ne. Prijateljevati, iz tega so pol dobila idejo, da bi jaz sodeloval kot producent. Vse, kar sem jaz naredil, da sem pomagal tukaj dobiti malo denarja, pa ga poslal na Češko, pa so pa oni naredili gor vse. Tako da... So Irži, it was you kept everything under control during the Rock just give you the money and... No, we just had a nice time. I think that's the most important. So it was a great collaboration and we had fun and I think it's still somehow, I would say that I'm happy that Olmo, because he went to Prague, he's working there, he's working with Czech actors and in Czech language, but he's still rooted here. So it's still great that this bridge, this cooperation is there. So it was with Rock, it was very smooth, very nice. I have just these superlative words, no complications. Irži pravi, da je sodelovanje potekalo vzorno, zgledno. Pravi, da je predvsem tudi zaradi tega, ker Olmo sicer živi oziroma ustvarja gori, ampak še vedno ohranja stik z Slovenijo, seveda z domovino. In ravno ta navezava slovensko-češka pravi, da mu je tudi nekako zelo pri srcu in je bilo dejansko vse tip-top. I think it is also, I would love to thank to the Slovenian Film Center because that's the principal body that enables us to do this cooperation. So thanks a lot to Slovenian Film Center. Zahvaljuje se Slovenskemu filmskemu centru, ki je film tudi sofinanciral. To je vse za nocoj, ker moramo počasi ven. Jaz bi se v imenu vsega zahvalil vsem. Tomaž, ne računati na tako prijaznost policije vedno, kot si jo imel tu, tako da pazi, ko voziš. Olmo, tebe upam, da bomo videli še kdaj. Vam, dragi gledalci, pa hvala za to, da ste bili nocoj z nami. In ja, film bo prišel na redni sprejet slovenskih kinematografov, to lahko poveva, že veva datum, takoj zdaj, ne, po Lifu? Zdaj, takoj, to se pravi, če ga želite priporočiti, dajte. In pa kot rečeno, vsi skupaj ste vabljeni v kavarnico, tako da se še lahko podružite. Hvala.